Kakšen je postopek prijave na evropske razpise? Kaj vsebuje dobra prijava? Na kaj morate biti pozorni in katere so najpogostejše napake? Odgovarja Kristina Kočet-Hudrap iz podjetja TIKO-PRO. Če podjetje ne dosega vstopnih pogojev, ki jih dajo na razpisu, se sploh nima smisla prijaviti. Če razpisnik reče, želimo določene nove zaposlitve, vi morate tudi v svoji vlogi recimo napisati, bomo tekom 1 leta, 2 let dodatno zaposlovali in s tem omogočili rast v podjetju. Če reče, želimo podpreti inovativna podjetja z nekimi patenti, je potem spet na drugi strani tekom projekta bomo imeli toliko patentov, pa bomo spet v bistvu dosegli te cilje. Čisto pri vsakem razpisu so, da podjetje ne sme biti v težavah. To pomeni, da izguba podjetja ne sme biti več kot 1/4 kapitala podjetja v preteklem letu. Tako da to je nek tak vstopni pogoj skoraj za vse razpise, za vse. Zdaj so dali omejitev števila znakov, recimo to je ena čisto taka administrativna, se tega treba držati. In kakor je več, vloga pade. Ali pa če reče, recimo v Bruslju imajo 10 strani, lahko napišete, ne morete oddati 11 strani, lahko jih oddate 11, samo potem vloga spet pada zaradi neke administrativne napake. Treba se držati točno tistih smernic, kar oni v bistvu dejansko rečejo. Fajn je, da konkretno v sami vlogi odgovorite recimo na vsa vprašanja. Da ko pišete vlogo, da ne napišete, mi bomo pa zdaj recimo povečali prodajo. To je lahko en cilj, ampak za koliko, kakva je vaša prodaja zdaj v tem trenutku, pa koliko bo recimo čez 3 leta, ko bo projekt zaključen. Potem tudi glede recimo dodatnih nekih zaposlitev ali pa patentov, vse, kar je številčno, mi vsakemu rečemo, napišite pa čim bolj konkretne stvari. Razpisnik ima v bistvu to fluoratno, da niste nekje v oblakih, pa da so nekaj naredilo, ampak konkretno, kakšni bojo vaši rezultati, če vi dobite sredstva. Pomembno je, da se tega ne lotite zadnji teden, zaradi tega, ker tudi, ko se lotite, recimo marsikatero podjetje, ki reče, 5 dni je še do konca, pa bom nekaj spisal, vse v spisu, samo vprašanje, če boš v bistvu dobil, ker tudi tisti, ki bere tako vlogo, se vidijo ogromno nekih napak. In vsakemu priporočamo v bistvu, da si vzame čas za pripravo neke vloge. Tako bom rekla nekje 1 mesec recimo, ampak če so pa kakšni večji raziskovalno-razvojni projekti, je pa tudi tam po 2-3 mesece skoraj minimalno. Če so pa tudi recimo kakšni manjši projekti, ko zdaj prihajajo voucherji, tam pa tudi dejansko narediš recimo v parih dneh. Recimo neke administrativne napake, to pomeni, da kakšni obrazci mogoče niso prav izpolnjeni, to je treba pač res vse pogledati, ali pa recimo tudi časovno, da ne oddajo pravi čas, zaradi tega, ker tule res, če treba oddati recimo do 1.3. do 12. ure, to mora biti tam do tega datuma. Tudi če je recimo minuto čez 12, ste zamudili rok in lahko vloga pade. Jaz bi v bistvu rekla, ne se prijavljati na razpise samo zaradi denarja, zaradi tega, ker se ne splača, ampak dajte pač se prijaviti na razpise, zaradi tega, ker boste res nekaj naredili ali pa boste hitreje recimo določene projekte izvedli, ko pa bi jih brez nepovratnih sredstev ali pa recimo v večjem obsegu. Vsi aktualni razpisi za subvencije so dostopni na portalu subvencije.finance.si.